Vsi vemo, kako zelo je uspešnost zdravljenja odvisna od dobrega odnosa med bolnikom in zdravnikom, pa seveda tudi vsem ostalim zdravstvenim osebjem, ki je vpeto v postopke zdravljenja. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje s tem? So bile vedno pozitivne ali je v tem smislu, glede na razmere, kakršne so v slovenskem javnem zdravstvu, prihajalo tudi do kratkih stikov? Ja, moram povedati, zdaj, če govorim res iz svojih izkušenj, da ko sem se leta 2011 soočala z diagnozo, v tistem trenutku si nekako v nekakem krču, v nekakem strahu in tudi vsega, kar ti zdravniki povedo, v bistvu niti ne razumeš ali pa prav ne slišiš. Sem pa imela srečo, da sem potem v Splošni bolnišnici Novo mesto srečala hematologinjo, ki si je vzela čas, da smo se lahko usedle, da mi je dejansko pojasnila, kaj se dogaja z mano, kakšna je bolezen, kakšni bodo načini zdravljenja. Tako da sem ji še danes zelo hvaležna za to, ker prepričana sem, da potem tudi, ko se povežemo nekako v društva, ker tisti trenutek pač potrebuješ podporo tudi bolnikov, ki so šli skozi neko preizkušnjo že pred tabo, da ti tudi to zelo veliko pomeni. Vsekakor pa je res prvi tisti kontakt pa odnos bolnik-zdravniku v bistvu najbolj pomemben. Da zaupaš, da verjameš. Kako pa je s tem danes, glede na to, da vodite Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, zagotovo slišite številne osebne zgodbe, številne izkušnje, nemalokrat morate verjetno tudi posredovati, pomagati. Kaj povedo vse te zgodbe? V društvu smo se odločili pred pripravo tega današnjega dogodka, da med svojimi bolniki naredimo anketo, kako so zadovoljni z obiski oziroma s pojasnili glede zdravljenja, glede zdravil, z zdravniki, z medicinskimi sestrami. Tako da smo dobili 109 odgovorov in 3/4 odgovorov je pozitivnih, vsekakor pa se najdejo tudi izjeme in mislim, da je tukaj tudi pač s strani društva cilj, da o tem tudi ozaveščamo zdravnike, da se nekako vzamejo malo več časa, kljub temu, da je vedno več bolnikov in da vemo, da so vedno bolj zasedeni in da imajo časa manj za nas, da nekako mogoče si potem s kakimi dodatnimi izobraževanji tudi preko nas, preko društva, nekako vzamejo čas, da potem bolnikom še pojasnijo, pa da imajo bolniki možnost potem vprašati, ker se mi zdi, da potem lažje tako na 4 oči se bolniki sprostijo in potem vprašajo tisto, kar jih potem interesira. Na katere šibke točke v javnem zdravstvu, v sistemu, v postopkih zdravljenja, ki vplivajo na njihovo kakovost in varnost, pa bi po vaši oceni še veljalo opozoriti? Vsekakor že potem pri osebnih zdravnikih, da je dostopnost do osebnih zdravnikov, ki je bila v COVID situaciji in pa v po-COVID situaciji zelo slaba, se vsekakor tukaj tudi izboljšuje, imajo naši člani manj pritožb. Vsekakor so to čakalne vrste in pa potem tudi izobraževanje, ne samo, tudi mi kot bolniki, pacienti se moramo izobraževati, ker vse gre nekako v digitalizacijo in zelo malo bolnikov uporablja e-naročanje, Zvem portal, tako da tudi z naše strani so nekako obveznosti, da tudi mi naredimo nekaj zase, ker vemo, da če smo informirani, ozaveščeni, veliko lažje nekako premagamo potem bolezen in so rezultati veliko boljši. Sem pa prepričana, da na področju hematologije hematologi res zelo uspešno sodelujejo z nami. Ogromno imamo izobraževanj za naše člane s pomočjo hematologov, diabetologov, s pomočjo psihologinje, tako da smo res neka podaljšana roka naših hematologov.